Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako je lepo pozdravljeni, pravkar mogoče ste slišali, celo je odbilo 10. uro v našem zvoniku. Bela nedelja je danes, tudi nedelja Božjega usmiljenja. Radujmo se svoje slave, pravi vstopni spev, in zahvaljujmo se Bogu. Veselimo se in zahvaljujmo se. Dve besedi, močni vzpodbudi za današnjo nedeljo. Sicer pa tudi berila so zelo lepa. Prvo berilo je iz apostolskih del, kako so bili učenci edini, ko so se ljubili med seboj, enih misli, enega duha. Drugo berilo nam prinaša upanje, živo upanje iz Petrovega pisma, potem pa bomo slišali še evangelije danes po Janezu, kako pride Jezus pred noč, zopet ta noč, in razbije temo in prinaša zopet ljubezen, vero, upanje. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo s čistimi srci obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah. Molimo. Usmiljeni Oče, v velikonočnih praznikih poživljaš vero svojega ljudstva. Pomnoži v nas svojo milost, da bomo vsi vedno bolj spoznavali, s kakšnim krstom smo bili očiščeni, v kakšnem duhu prerojeni
in s kako dragoceno krvjo odrešeni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi, berilo iz apostolskih del. Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamen. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje, ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje. To je Božja beseda. Bogu hvala. Drugo berilo je iz pisma apostola Petra. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, v svojem velikem usmiljenju nas je z ustajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za nerazpadljivo, neomadeževano in neveljivo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po viri varuje, da boste dosegli odrešenje, ki čaka, da se razodene v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah. Tako bo preizkušenost vaše vire veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. To vam bo v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli. Virujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite. Veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje vire, namreč odrešenje duš. To je Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Ker si me videl, Tomaž, viruješ, blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu.
Slava tebi, Gospod. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus zopet rekel, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se imenuje Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali, Gospoda smo videli. On pa jim je rekel, če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne utaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu, položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neviren, ampak viren. Tomaž mu je odgovoril in rekel, moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bela nedelja je danes. Zakaj bela nedelja? Zakaj sem se jaz oblekel bel plašč? Na velikonočno vigilijo, tudi v Dravljah imamo navado, da krstimo katehumene, oziroma odrasle, ki nimajo sakramentov. In to je že stara tradicija cerkve, da se je krščevalo na velikonočno vigilijo. In seveda, ti novokrščenci od samega veselja so potem še cel teden hodili v belih oblačilih. Bela barva, bela oblačila kot simbol veselja, simbol čistosti, simbol lepote. In zaradi tega se potem prva nedelja po veliki noči, oziroma druga velikonočna nedelja, se imenuje bela nedelja. V zadnjem času pa belo nedeljo imenujemo tudi nedelja Božjega usmiljenja. Zdaj, zakaj pa to? Leta 2000 je namreč papež Janez Pavel II, bil takrat papež, je poljsko redovnico Faustino Kovalsko proglasil za svetnico in dejal, da bo vsaka nedelja, prva nedelja po veliki noči, torej bela nedelja, tudi nedelja Božjega usmiljenja. Bog je usmiljen z nami, tudi to smo danes zasledili v Božji besedi. Gospod je prišel in podelil sakrament Božjega usmiljenja, sakrament usmiljenja. Prejmite Svetega Duha, pravi, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Bog nas vedno vabi v ta proces očiščevanja, prečiščevanja. Zakaj? Zato, da bi bili tudi mi beli, čisti, lepi. No in prvo berilo nas povabi apostol, oziroma iz apostolskih del, to je pisal evangelist Luka, to je kot neka zgodovina prve cerkve in pravi, kakšna povezanost je bila med prvimi učenci, med prvimi kristjani. Pravi, bili so stanovitni v nauku apostolov, v bratskem občestvu, lomljenju kruha, vse pa je v duši navdajal strah. Zanimivo, tudi strah je bil. Vse pa je v duši navdajal strah, ne? Ker se je po apostoli dogajalo veliko čudežev in znamen. Ta strah, imamo več vrst strahov, ne? Ta strah je strah pred neznanjem. Ne? Velikokrat ljudje
pridemo na eno področje, ki ga ne obvladamo, ga ne poznamo in takrat nas je malce strah, kaj se bo zgodilo, ne? Ko nismo doma v tem okolju. In podobno se je dogajalo tudi v prvih letih krščanstva. Ta strah, ne? Sploh med učenci, kot smo videli potem v evangeliju, ne pravi pod noč tistega dne, prvega v tednu, pod noč, zopet imamo tukaj noč, ne? Učenci so bili v strahu, tam, kjer ni upanja, kjer je strah, tam je noč, ne? Spomnimo se Marija Magdalena, kako je v grobu, tema je bila, ne? Ni bilo tu luči. In učenci so bili zbrani so bili v molitvi, ampak kaj pravi? Učenci so se zadrževali iz strahu pred Judi, vrata so bila zaklenjena, ne? Doskrat tudi mi pri sebi naredimo to, da zaklenemo, ne? Nekaj nas je strah, smo v skrbeh, namesto da bi se odprli navzven, se zaklenemo vas, zapremo se, ne? In Kristus ne more vstopiti, ne? In tudi tukaj so bili zaklenjeni, ampak kaj naredi Kristus? Vstopi pri zaprtih vratih, pri zaklenjenih vratih, ne? Tudi to moč ima Božja ljubezen. Tudi takrat, ko se zapremo vase, ne? Lahko Bog vstopa v naše srce, ne? No in pride in pozdrav šalom. Šalom, ne? To je stari judovski pozdrav. Naj bo mir z vami. Mir naj bo v vaših srcih, ne? Naj gre proč vznemirjena, naj gre do proč strahovi, naj bo mir v tvojem srcu. In potem pravi, pokazal jim je stran, roke, rane. Ljudje veliko krat gledamo, pa ne vidimo. Gledamo življenje, pa ga ne vidimo. Čudeži so se dogajali, pravi. Pred časom en fant vprašal, patra, se čudeži še dogajajo, pa se še čudeži dogajajo, ne? Sem rekel, poglej svoje telo, poglej svoje roke, pedi v naravo, poslušaj ptiče petje, poglej sonce. A ni to en sam čudež? Vsak dan smo deležni teh čudežev, ki se dogajajo v nas. Gledamo jih, pa jih ne vidimo, ker so misli drugam usmerjene, ker nas je strah, ker smo preobremenjeni s skrbmi. In tako je bilo tudi apostoli, bali so se, ne? In potem Jezus, ki jim prinese tisto luč, ki jih razsvetli. In pravi, kakor je mene Oče poslal, tudi jaz vas pošljem. Vsak od nas je poslan, da gre na to pot, da gre na ta kamino, da hodi, da se ne ustavi. In jih pošilja, pravi, dihnil je vanji, prejmite Svetega Duha. Dal jim je Svetega Duha. Katerim greh odpustite, so jim odpuščeni. No in tu pride ta zakrament Božjega usmiljenja. Bog je usmiljen z nami. Koliko sem jaz usmiljen z drugim, usmiljen s človekom. Koliko ljubezni sem deležen od Boga. Koliko ljubezni jaz znam deliti z drugimi. Koliko odpuščanj sem deležen strani Boga. Koliko znam jaz odpuščati. Koliko jaz pogrevam stvari iz preteklosti, a Bog tudi pogreva moje grehe. A ne pride, kot pride oče do izgubljenega sina, ga objame in pozabi na vse, kar se je zgodilo v preteklosti. Tak je Bog z nami. A sem tudi jaz tak z mojimi prijatelji, sobrat, družinskimi člani. Ne? Tomaža ni bilo, ne? Verjel ni. Tomaž, mogoče poznati tisto zgodbo o plezalcu, ki je šel plezati v steno, ne? Pa se tudi verjetno sami kot otroci ste kdaj plezali po drevesih. Jaz se spomnim, kako sem kdaj skočil na kakšno drevo, pa nisem potem mogel dol, ne? Potem je pa oče je čakal spodaj, ne? Ja, skoči, ja, in sem skočil, ker sem verjel, ker sem zaupal, očetu, da me bo ujel. A tudi mi vedno zaupamo Bogu, da nas bo ujel, da nas bo objel. No, in podobno en plezalc je šel plezati v steno, ne? In se je malo zaplezal, noč ga je prehitela. Zopet tista noč in je začel moliti k Bogu, daj Bog, pomagaj mi, ne, da jaz pridem ven iz te stene. In kaj mu reče Bog? Prereži vrv. Pa ne se hecati z mano, ne vem, nič ni videl spodaj, kakšen prepad je. Prereži vrv, pravi Bog. In seveda, plezalc se ni upal prerezati vrvi in je ostal v steni. Naslednje jutro so ga dobili par metrov nad zemljo, nad snegom, če bi prerezal vrv, bi se rešil. A nismo tudi mi velikokrat tako nezaupljivi do Boga, kaj vse nam daje, kakšne lepote,
kaj vse razgrinja pred nami. Ampak rabimo en dokaz, drugi dokaz, tretji dokaz, 20 zavarovalnic, da ja bomo sigurno potovali po svetu. Bog pa nam se razdaja vsak dan. In tako pravijo, da je Božje usmiljenje kot sonce. Danes zopet imamo priložnost občudovati sonce, vsaj tukaj v Ljubljani, v Dravljah. Sonce, ki sije. Zdaj, tukaj niti ne rabimo veliko reflektorjev danes, veliko svetlobe, ker imamo okna okrog. In prihaja noter sonce v prostor. Seveda, če odpremo okno, če odgrnemo zaveso. Če pustimo zavese zagrnjene, okna zaprta, potem tudi sonce ne bo posijalo naš prostor. In podobno je z Božjo ljubeznijo, z Božjim usmiljenjem. Prihaja v nas, v naše srce. Seveda, zdaj, če bom jaz zapustil zaklenjenega, zaprtega, bo zelo težko prišel vame. Tako pa prosimo danes na to belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, da bi bili odprti življenju, odprti Božjim žarkom, odprti drug drugemu, da bi znali biti tudi mi usmiljeni, kakor je Gospod usmiljen z nami. Amen. Verjam v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je odtelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, Jezus Kristus je po svojem ustajenju pozdravil svoje učence, mir vam bodi, da bi njegov mir kraljeval v naših srcih, naj posluša in usliši naše prošnje. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. Svojega Sina si obudi od mrtvih, pomagaj nam, da tudi mi ustanemo iz svojih grehov. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. Oče luči, usmili se vse, ki v veri omagujejo, in jim pomagaj, da bodo prišli do spoznanja resnice. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. Oče vseh ljudi, prosimo te za vse, ki bodo v tem velikonočnem času prejeli zakrament svetega krsta, podeli moč in veselje v svetem duhu. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. Oče usmiljenja, bodi usmiljen vsem, ki so zaspali v upanju v tvoje vstajenje. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. Molimo po papeževem namenu, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. In prosimo ti tudi za vse, ki so zboleli za virusom, da bi Gospod dal moč, poguma in zdravja. O Bog, naj tudi mi ustanemo s Kristusom. Dobri Oče, izrekli smo ti svoje prošnje. Milostno jih usliši po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina ne bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne skesane in naj ti ga je danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, spremi daritev svojega ljudstva. V krstu si nas prerodil in poklical k viri, naj dosežemo tudi večno življenje. Po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s svojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesne pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. S svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam s svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih, nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zbrani smo na praznovanje velike noči, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanijo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvojo smrt oznanimo, Gospod, in tvoje obstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravu. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, z mučenci, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke in vekov. Amen. Skupaj zmolimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Ko in doma v družinskem krogu si lahko s pogledom, z nasmehom, stiskom roke zaželite mir drug drugemu.
Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Danes vas povabim k duhovnemu obhajilu. Ko v trenutku tišine se zahvalimo Bogu za dar ljubezni, za dar miru, za dar svojega usmiljenja, da prihaja med nas, da je z nami, da nas objema, da nam odpušča. Gospod je rekel Tomažu, poglej znamenja žebljev in položi svojo roko v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Aleluja. Molimo. Vsemogočni Oče, prosimo te najvelikonočne skrivnosti, ki smo jih prejeli, trajno ostanejo in delujejo v našem življenju. Po Kristusu, našemu Gospodu. Amen. Še nekaj oznanil. Najprej čestitke pravoslavnim bratom, pravoslavnim kristjanom, ki danes praznujejo veliko noč. Oni imajo malce drugačen koledar, zaradi tega je en teden razlike med našim in njihovim praznovanjem. Potem pa ena iskrena hvala za vaše darove, za vse pecivo, klobase, ki se znajdejo pred našimi župnijskimi vrati, seveda tudi denarne darove, mašne darove, take in drugačne darove. Res iskrena vam hvala. No, danes, kot zanimivo, je tudi obletnica izvolitve papeža Benedikta XVI. 19. aprila leta 2005 je bil izvoljen kot 265. papež. Potem pa, kot vemo, ga je nasledil papež Frančišek 28. februarja leta 2013 se je papež Benedikt umaknil. Potem čestitke vse, ki ste praznovali v teh dneh, ki boste praznovali v teh dneh, ki danes praznujete. Slišim, da tudi dobivamo nove župljane, tako da čestitke tistim novorojenim, ki ste vstopili danes v življenje, tako posebej Angeliki, da bi, tako kot pravi Leibniz, da bi okušala ta najboljši možni svet, ne? Čeprav nam včasih se zdi, pa to nam manjka, drugo nam manjka, zdaj virus prišel, ene skrbi, druge skrbi, taki in drugačni strahovi, ampak vedno naj bo zavedanje, da Bog prihaja s svojo lučjo, s svojim pozdravom miru, svojo svetlovo prihaja v nas, v naše življenje. In vedno odpira vrata upanja, živega upanja. Pa tudi hvala za vse čestitke, ki sem jih jaz deležen v teh dneh. Potem pa še nekaj godov. V torek goduje sveti Anzelm, škof in cerkveni učitelj. V sredo, 22. aprila, pa jezuiti praznujemo. In sicer blaženo devico Marijo, mati družbe Jezusove. Kaj se je zgodilo? 22. aprila leta 1541 so namreč Ignacij in ostali prvi jezuiti, so imeli slovesne zaobljube v cerkvi svetega Pavla. In
ta datum se šteje kot neke vrste rojstni dan nas jezuitov, družbe Jezusove. No in to se bomo spominjali v sredo, 22. aprila. Potem v četrtek goduje sveti Jurij, tudi zavetnik mesta Ljubljana, našega mesta. V soboto pa goduje sveti Marko, evangelist. Tako jaz vam želim eno lepo, sončno, belo nedeljo, da bi res bila bela znotraj, zunaj. In naj vas spremlja na vseh vaših poteh Božji blagoslov. Gospod z vami. In s tvojim duhom. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo. Naj vas razveseli s svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode, naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru in veselju. Aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja.